Poleti smo v ustavo zapisali, da ima vsakdo pravico do varne in čiste pitne vode. No, zdaj pa je prišla v javnost informacija, da to ne velja za deževnico. Pravica do padavin pač ni samoumevna, pravi ministrica za okolje. Povprečen Slovenec dnevno porabi več kot 40 litrov pitne vode, predvsem osebno higieno. To je katastrofa, da gre toliko pitne vode za pranje perila in avtomobila, izpiranje WC-ja, čiščenje, zalivanje vrta in trave. Odslej se bo za te primere uporabljala deževnica. Ker se ne bo, bomo to sankcionirali. To se mi zdi zelo pomembno. Od zdaj se dež zaračunava. Dejstvo je, da imamo izredno kvalitetno pitno vodo, a jo uporabljamo za vse živo. Še najmanj pa za tisto, čemur je pitna voda namenjena. Za pitje in kuhanje namreč porabimo le 3 litre na dan. Matej, kako misli vlada spremeniti to nesorazmerje? Cilj je, da bi po eni strani zmanjšali porabo pitne vode, po drugi pa poskušali doseči čim bolj enakomerno souporabo padavinskih vod. Zato bodo lastniki zemljišč in nepremičnin, podobno kot pri dohodnini, na direkcijo za vode morali oddati napoved za odmero deževnice, kar z drugimi besedami pomeni, da bodo vsi tisti, ki živijo na padavinsko obilnejših območjih, zagotovo morali nekaj te deževnice vračati. V Bovcu zdaj pozdravljam našega primorskega dopisnika Gašparja Mišiča. Kaj na to vladno uredbo pravijo ljudje v tem padavinsko najbolj ogroženem delu Slovenije? Dober večer, Ljubljana. Naj takoj že na začetku povem, da so ljudje tukaj izredno nezadovoljni. Prebivalci severozahodne Slovenije, kjer v povprečju pade največ dežja na kvadratni meter, bodo, kot vse kaže, zdaj dvojno nastradali. Najprej zaradi škode, ki jo običajno povzročijo obilne padavine in vodne ujme, no, po vsem tem pa bodo morali še del te deževnice vračati državi. V Železnikih, tam, kjer skoraj vsako leto poročamo o poplavah, hudournikih in obilici padavin, je zdaj z nami gospod Serpetinšek. Pozdravljeni. Čel! Gospod Serpetinšek, živite na območju, ki je visoko nad državnim letnim padavinskim povprečjem. Imate 10 hektarjev zemljišč, hišo, gospodarsko poslopje in 5 kozovcev. Kar pomeni, da spadate v najvišji padavinski razred. Ste že izračunali, koliko deževnice boste morali vrniti? Ja, mi smo izračunali, da bo treba držav dati okoli 700 do 800 litrov. Je pa kle samo en problem, ne? Ker mi to vodo takrat, ko jo rabimo, jo ne moramo dati. No, hočete reči, da porabite vso deževnico? Ja, so glih ne. Problem je, ker jo je treba dati vso naenkrat. In to glih takrat, ker jo človek najbolj rab. No, dobro, gospod Serpetinšek, če prav razumem, bi vam bolj ustrezalo, da jo vračate v večjih obrokih. Ja, to bilo loži. Ne mi oni po vsakem neurju spod zaračunavajo, koliko sem dolžan, pa jo bom kuj pripeljal v zbiralnik. Ne, bi pa zdaj jaz tebe vprašal, Bobovnik, ko se tako obvladaš v zvezi s temi zadevami. Ja, kar izvolite, gospod Serpetinšek. Da mi ti povej, čigava je pa tista voda, ki mi vsak let klet zalije. Mislite na meteorno vodo? Matej, kako je s tem? Meteorne vode in podtalnica veljajo za nikogaršnjo vodo. Razen, da jo počrpate iz kleti, nimate z njo praktično nič. Celo koristi vam lahko, saj jo pri napovedi za odmero deževnice lahko navedete kot olajšavo. Hvala, Matej. Ste zadovoljni z odgovorom, gospod Serpetinšek? Ja, zadovoljen, kva če biti zadovoljen. Glavno, da so birokrata v Ljubljani sit pa srečen pa na suhem.